Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Nedelja je, ura je 19:15, mi smo že dodobra zakorakali v novo leto 2021. In če se takole ozrem nazaj, v leto 2020, pa sem čisto iskren, vem, da ste imeli mnogi znatno hujše probleme kot to, kaj bom povedal jaz, ampak mene pa najbolj razjezilo, prizadelo, najbolj sem pogrešal, kino, Najbolj sem pogrešal ogled filma v kinodvoranah. Najbolj sem pogrešal ta čar, ki ga jaz še vedno zagovarjam, torej, da je film najbolje še vedno gledati v kinu, da nič, kar imaš doma, pa če imaš ne vem kakšne velike televizije, ne vem kak surround sound system, ne more odtehtati kina, Ampak, ker je pač prišel ta prekleti COVID, razumeš, so kina nastradala, bila so velik del leta popolnoma zaprta, nekaj vmes se je odprlo, pa so pol imeli, so celo z maska mogli filme gledalci gledati, skratka, ena velika po domače, in tudi seveda filmsko industrijo je COVID seveda znatno prizadel, čeprav filmi, kot sem uspel opaziti, so se na veliko snemali še vedno, samo niso se predvajali, recimo Top Gun, drugi del je trenutno v bunkerju, novi James Bond je v bunkerju, recimo nova Wonder Woman 1984 je pičila kar takoj direktno na spletne platforme, če se ne motim, Skratka, očitno bodo tudi veliki hollywoodski studiji morali dati filme k nam domov, ne več v kino, kot kaže, če se ta epidemija ne bo končala. Zato bomo torej danes mi debatirali o tem, ali je COVID torej ubil film, ubil kinodvorane, ali je ta znana fama, da kino itak brez veze, zdaj vsi filme gledamo doma na Netflixu, na drugih spletnih platformah, da kino je samo še za stare ljudi, to je pase, to je tako vinilne plošče, to je brez veze, čeprav podatki govorijo drugače in dejansko se tudi sam kdaj skregam na spletnih omrežjih z nekom, ko pametuje, da so kina že itak pase, pa da je COVID dodaten izgovor, pa rečem, naj pogleda podatke, pa potem ugotovi, da so dejansko kina v vzponu bila, tudi v Sloveniji, kaj šele ki druge, tako da to ne drži. Torej, ljudje še vedno radi hodimo v kina. V vsem tem bo danes tekla debata človekoma, ki se na to zelo dobro spoznata. Prvi bo, pazite zdaj vi to, Jure Matičič, on je vodja Kina Domžale, predsednik Art Kino mreže Slovenije, ki združuje kar 90 majhnih kinematografov, če tako rečem, torej človek, ki se z prve roke na to zelo dobro spozna. Drugi pa bo naš že nekajkratni komentator Filip Breskvar, ki je poleg tega, da je doktor, kar danes ne bo najbolj pomembno, ali pa tudi, glede da smo v COVID dobi, je tudi filmski kritik in velik ljubitelj filma, ki mi je že pred leti rekel: Iztok, vsak film, ki ga boš downloadal doma, je zločin. Torej, Filip je nekdo, ki zagovarja, da se vse filme mora gledati v kino. Tako da, Filip in Jure, lepo zdrav in dobrodošla v Nov Faktor. Živjo. Jure, da dam tebi najprej besedo, ker si ipak iz foha, iz stroke, in te vprašam to, kar piše na ekranu. Je COVID ubil kinodvorane? Izvoli. Ja, ubil jih zaenkrat še ni, jih je pa seveda zaprl. Tako kot si na začetku rekel, mi smo zdaj že 6 mesecev zaprti, kar je pravzaprav neprecedenčno, kina še nikoli niso bile toliko časa zaprta. Mogoče bi te samo popravil, Art Kino mreža nas še ni 90, super bi bilo, če bi nas bilo 90, zaenkrat samo 29. A 90 sem rekel, kaj? Očitno hočem, da bi vas bilo 90, To bi bila čudovita številka, ampak če bi vsa platna v Sloveniji združila skupaj, nas komaj 90 naberemo, vseh multiplexih skupaj. Zdaj, ubil kinodvorane niti ne, za kini je leto 2019, ki je bilo daleč najbolj uspešno doslej, tako da kakšnih slabih rezultatov pravzaprav ne moramo dajati za nazaj. Tudi začetek te sezone, se pravi leta 2020, je izgledal zelo obetavno, če primerjamo z lanskim letom, smo bili tam nekje, kar pomeni, da bo sezona dobra, tudi filmska tentativa je super kazala.
Tako da bi po mojem letu 2020, če bi bili normalni pogoji, bilo zelo podobno 2019 kot eni najuspešnejših. In tukaj pri Art Kino mreži nekako tudi zaznavamo, da praktično že 10 let rastemo. Ne. Tudi v tistih časih, ko so multiplexi izgubljali gledalce, smo jih mi ves čas konstantno pridobivali, to niso grozni procenti na leto, ampak so pa zelo taki vztrajni in pa vedno boljši pravzaprav. Tako da na koncu, če pogledam, lansko leto smo imeli čez približno 20,6% trga, kar je za art kine v bistvu zelo dobro v evropskem in svetovnem merilu. Art kine nikoli ne dosega takega tržnega deleža, kar lepo pomeni, da neko filmsko publiko kljub vsemu imamo, ne? Tako da kinodvorane so daleč od tega, da bi bile mrtve. Tudi v tistem času, ko smo lahko, se pravi od junija pa do sredine oktobra, ko smo lahko delovali, so bila kina seveda odprta, tudi zelo varna mimogrede. Vsaj v art mreži smo poskrbeli za to, da je bil vsak ogled zelo varen tako za gledalce kot za naše zaposlene. Pa kar je najpomembneje, veliko smo delali letnih projekcij, open air kinov in pa podobnega, tako da mislim, da smo bili tukaj zelo dejavni in upam, da lahko nekaj takega pričakujemo tudi v naslednjem letu, ne, se pravi v 21. Več pa bi si seveda želeli odprtih dvoran, ne, to pa definitivno. Jure, da te to še vprašam, pridem dava besedo Filipu. Zakaj pa misliš, da ko pade kakšna debata kdaj na internetu, bom rekel med ljudmi, bom rekel ne ravno neumnimi, če uporabim ta izraz, ljudmi, ki spremljajo pop kulturo, spremljajo film, pa me prepričujejo, da je kino itak pase, da zdaj vse še doma gledajo, da kina itak propadajo, da veliko večji biznis je na spletnih platformah, da kino pravzaprav je samo še za nostalgike. Potem pa postreže s podatki, kot si jim zdaj postregejo ti, ne, to ni res, to so neke kitajske številke, to je blef, bla, bla, bla. Zakaj misliš, da ljudje ne verjamejo, da je leta 2020, 2019, 2018, 2017 kino dejansko v vzponu in še vedno zelo priljubljena zabava za ljudi, če tako rečem? Kaj misliš, da je fora, da ljudje ne verjamejo temu nekateri, no? Ja, vsi živimo v nekih balončkih, ne? Zdaj, če je to balonček, kjer vsi prijatelji uporabljajo pač samo zaslone in s tem mislim na telefone, tablice, računalnike, kakorkoli, to še ne pomeni, da v drugem balončku kino ni relevantna stvar. Kino, jasno, mislim, saj ni samo za Slovenijo uspešno leto, za celo Evropo in cel svet je bilo uspešno leto 2019, tudi po obisku, ne. Več ali manj se je vedno govorilo o tem, kako je večji dobiček v kinu, ko imaš te velike Marvelove, Disneyove, milijardne filme, ampak v resnici se je pri nas povečevalo tudi število gledalcev, kar je seveda fino. Pri nas v našem kinu vidimo vse generacije, tako da jaz tukaj bi rekel, da star generacijsko ni pogojena, seveda v kinu ni toliko najstnikov, kakor jih je včasih, seveda na določene filme še vedno pridajo, ampak jaz mislim, da najstnikov na kakšne umetniške filme in tako naprej tako ni za pričakovati, razen tisti, ki so izraziti filmofili. Zdaj, da je kino pa ne bi ravno rekel, kino je tehnološko trenutno najbolj napreden v vsej zgodovini, vsi smo se digitalizirali, super slike imamo, super zvočne sisteme, tako da iz tehničnega vidika je kino še vedno tisti kraj, kjer lahko najbolj doživiš film. Še bolj pomembno od tehničnega vidika pa je seveda to, da je to seveda komunalni dogodek, komunalni, temu jaz rečem komunalni, zaradi tega, ker je to socialni dogodek. Pred časom sem bral na Facebookovo raziskavo, kako so se ljudje obnašali v letu 2020 glede, se pravi, konzumiranja filmov in pa medijskih vsebin. In dejansko je zelo zanimivo, da so rekli, da v kino pravzaprav ne hodijo sami, ampak hodijo vedno za nekom. Tako da mislim, da več kot 70% gre v kino vedno za najmanj eno osebo, enih 60 pa z večjimi. Tako da kino bo vedno ostal ena taka oblika, ki omogoča to socialno interakcijo, skupni ogled in tako naprej. In v končni fazi, ko gledaš komedijo v kinu, ali pa kjerkoli film v kinu, je to seveda veliko boljša izkušnja kot
da gledaš to sam doma na računalniku. Prvo, majhen ekran seveda ni nadomestilo za veliko platno. Po drugi strani je pa to ta energija, ki gre po dvorani. Se pravi, ko se cela dvorana lahko zasmeji, je to nek feeling. In ravno to je tisti feeling, ki kino fura naprej. Če pa to še fini kino, ki je prijeten, kjer dobiš dobro kavo, kjer so prijazni ljudje na vratih in tako naprej, in kjer se lahko počutiš kot filmofil, cenjeni filmofil, kot del družine praktično, je pa to še boljša izkušnja. Ne? Tega doma na računalniku prek Netflixa ne moreš doseči. Zdaj jaz, recimo, če smem, preden dam Filipu besedo ob koncu tele prve debate, jaz pa sem kontragledalec, jaz pa rad grem v kino sam, ne, ker kadarkoli grem s kakšno punco, se hoče potem poljubljati z mano in mi film uniči. Ne. Tako da jaz pa grem raje sam, da imam mir, ne, ali pa s kakšnim prijateljem, ki kaj ne razume, bolj da grem sama, da me pusti na mir, pa sem polko Michael Jackson v svojem kinu. Ne. Filip, da tebe vprašam, doktorsko vprašanje, glede na to, da smo večkrat že debatirala tudi v covidu, zakaj so se kina pravzaprav zaprla, ne, ali ne bi, kot je rekel prej Jure, so za varnost poskrbeli, so bili zici vmes fraj, magari bi z maskami ljudje gledali, mi je vseeno. Zakaj mi so tudi kina nastradala pri teh ukrepih in so jih morali zapreti? No? Bi ti smatral, da bi lahko bila odprta, če smo že pri tem? Ko se pojavi eno določeno število obolelih oseb, ki preseže neko mejo, ne, potem zelo težko tudi za uporabo vseh teh sredstev in z razkuževanjem, z maskami, z vsem preprečiš dejansko širjenje, če gre za nek zaprt prostor. In dejansko, ko se je pojavilo tako število obolelih v Sloveniji, mislim, da ni bilo drugega, kot da se to more zapreti. Ne. Je pa seveda zdaj to veliko vprašanje, kdaj bo prišla tista točka, ko se lahko spet odpre. Ne. Jaz moram reči, da tudi komaj čakam kina, ampak dejansko tudi, ko se bojo odprla, bo treba upoštevati vse te naprej omejitve in za koliko število gledalcev je lahko maksimalno in vse maske in take stvari. Ampak jaz se bojim, da glede na to, koliko je bilo število obolelih v Sloveniji, je bil to neizbežen ukrep, nažalost. No. Ne bi pa rekel, da je ubil kinodvorane, bojo se pojavljali seveda problemi z velikimi kinocentri ali pa recimo z velikimi mrežami kinodvoran v Ameriki, recimo, kjer je vse odvisno samo od velikega števila gledalcev in če tega števila ni, potem seveda to postane nerentabilno. Manjše kinodvorane, kot je recimo Art Kino mreža, recimo v Domžalah Kinodvor in tako, oni pa gradijo bolj oseben stik z gledalci, ne? In ti gledalci se bojo seveda vrnili potem nazaj v kinodvorane, ker vejo, da tam dobijo tisti pravi občutek, pravo vsebino filma, ne samo film, ampak tudi še vse zraven, kar poteka, ker se te mali kinematografi zelo trudijo za gledalce, da imajo zraven še dodatne vsebine. Filip, moramo skočiti v reklame in pridemo nazaj. Jure, da te vprašam, prej si med reklamami si imel eno zanimivo anekdoto iz Koreje, če se ne motim, kjer vem, da če daš masko dol, te ustrelijo, kakor sem uspel zvedeti. Ne? In kaj se je tam zgodilo s kinom, neko raziskavo so baje naredili, na hitro povej, to mi je bilo zanimivo. Ja, Korejci tam moraš imeti korona app, podoben kot ta naš. In v Koreji so imeli takrat, ko so odprli kina nazaj, pa do trenutka raziskave je bilo okoli 34 milijonov ljudi v kinih v Koreji. In so delali raziskavo, koliko se jih je okužilo v kinu in presenetljivo ali pa nepresenetljivo ugotovili, da se nihče ni okužil. Da sicer je bilo nekih 40 ljudi z simptomi, ampak niso nobenega okužili, ker so kina tako dobro poskrbela za social distancing in pa vsa razkuževanja, da ni bilo nobenega okuženega. Tako da kino je v bistvu zelo varen prostor. Mogoče to v razmislek naši vladi glede kin. Filip, da tebe vprašam, zdaj bo tekla debata o tem, če bo Netflix in ostali spletni ponudniki, če bodo pohodili kino, in te vprašam to, pustimo zdaj recimo mene in tebe, ko smo nora na film, ko smo filmofila, filmoljuba, ki veliko hodimo v kino, če se le da, ampak
Glej, tiste gledalci, ki so že zdaj bili malo na meji, ne, ki jim je Netflix pač dal vse, kar so potrebovali, ki so dobili to vse druge, ne, in zdaj se bodo res navadili letos, da pa res v kino ne morejo, tudi takrat, ko so hoteli iti, da je pač vse treba gledati doma. Obstaja nevarnost, da bo Netflix, ki raste in te spletni ponudniki, ki rastejo iz dneva v dan, kar je normalno in to dejansko kino v končni fazi očitno ni škodilo, kot je prej povedal Jure, ampak obstaja nevarnost, Filip, da se bodo pa ljudje odvadili kina in tudi, če bo film res nek zaželjen film, Top Gun 2, ne vem, te veliki filmi, Marvelovi junaki, James Bond, da enostavno ne bodo šli, ampak da bodo počakali, da bo film prišel domov. Ja, definitivno je Netflix in drugi spletni ponudniki pretočnih vsebin so zdaj dobili krila, ker pač ljudje vidijo, da je to bolj enostavno zdaj v teh časih, da dejansko sploh lahko pridejo do filma, da si ga ogledajo. Ampak vseeno bi rekel, no, da to ne bo zdaj pomenilo, da bo treba kine kar zapreti, tudi če se bo povečal delež Netflixa in ostalih. Ker, kot rečeno, vsaj ti kinematografi, ki se dejansko trudijo za svoje gledalce in jim ponujajo dodatne vsebine, ki jim pa Netflix tega ne more zagotoviti, ne, bodi si razni festivali, razni abonmaji, razni pogovori po filmih. Tega pač ne moreš dobiti preko spleta, preko pretočnih vsebin in to vsaj tisti gledalci, ki imajo radi film, bojo še vedno hodili v kina in prav zaradi tega tudi. Zato mislim, da jim mora biti usmeritev kina prav v tem, da da neko dodatno vsebino. Bi pa rekel, no, da tudi večji hollywoodski pač ustvarjalci filmov, večji studiji, ne vem, če se bojo zadovoljili samo s tem, da bi poslali na Netflix filme, ker veste, da na spletu nikoli ne bo samo en gledal, če plača karto. Vedno jih bo več gledalo in bodo imeli tudi te studiji manjši dobiček s tem, tako da vseeno mislim, da bodo pošiljali še v kino svoje filme. Je pa zdaj vprašanje, s temi Netflixi snemajo tudi svoje filme, ne? Tako da bo to še dodatna konkurenca in zdaj bo za večjimi denarnimi vložki, ki jih bojo dobili z novimi gledalci, lahko snemali še več filmov, oni pa seveda ne bojo imeli interesa, da pošiljajo filme v kinematografe. Ker oni so zdaj tudi pri Oskarjih zadnja leta, ne? To je bila zelo glasna debata, kako lahko film, ki igra pol ure v kino, čeprav je dolgi 3 ure, kandidira potem že kar pri Oskarjih, ampak dobro, lej, tako in drugače, o tem bomo tudi kdaj še podebatirali. Jure, če tebe vprašam, ne? Torej Filip je že namignil, da za tvoje, če rečem tako, kinodvorane, te manjše, teh 90 v moji želji kinodvoran, ki jih je v resnici 29, se kot kaže ni zabati, da znajo pa nastradati ti velike kinodvorane, ki ponavadi vrtijo te ogromne hite, ne? Misliš, da bo mogel res v kino priti res kakšen velik, recimo Tenet od Christopherja Nolana, očitno ni bil dovolj močan, da bi v tem umestni fazi, v umestnem času, ko so odprli kina, pritegnil toliko gledalcev. Misliš, da ne vem, bo to Top Gun, bo to James Bond, bo mogel priti en res velik film, da bodo gledalci spet se navadili hoditi v kina, ali ti misliš, da boste res samo vi, ta manjši, dejansko preživeli in bodo veliki imeli resne težave, če bo, ne vem, COVID trajal še 2 leti? Vsega še ni konc, na vse zadnje, ne? Ja, sej tudi vmes Tenet mimogrede, ne, sploh nima tako zelo slabih rezultatov, kot se govori, ne. Če pogledamo s koliko reduciranimi kapacitetami smo delali, je mu Tenet kar v redu rezultate pravzaprav, ne. Če pomnožimo to krat 3 ali pa krat 4, kar bi bila recimo maksimalna izkoriščenost dvoran, je Tenet kar zmagovalc, ne. Tudi zdaj, kot vidim, Wonder Woman, ki je v kinih, ima v bistvu zelo fajn rezultate, glede na omejitve in pa na splošno psihozo glede COVID-a, ko se ljudje res bojijo iti v kinodvorano. Mislim, definitivno se z Netflixom, pa mogoče ne samo Netflixom, ampak tudi z Disney Plusom, HBO, Maxom in pa podobnimi rečmi, ki mogoče v Sloveniji niso najbolj razširjene, neke navade spreminjajo. Tukaj sem prepričan, da art kinematografi smo malo bolj future-proof, ker nismo odvisni v celoti od teh večjih filmov, definitivno jih tudi vrtimo, ker jih hočemo dati naši publiki. Jaz se Jamesa Bonda recimo zelo veselim. Zagotavljam, da v Domžalah Jamesa Bonda pride pogledat tudi tista publika, ki se srgeja art filme, ne? Zato, ker je James Bond pač njihov. To je tisti akcijski film, ki ga radi pogledajo in ga pogledamo, ne? Definitivno pa navade se bojo spremenile in ne gre se slepiti, ne?
tudi art kina zdaj v Sloveniji imajo od pol do 70% manj prihodkov, kar pomeni, da tudi za naslednje leto ni nekih investicij večjih v program in tako naprej, ne, v te dodatne stvari. Pomoči od države ravno nimamo, tako da definitivno bo težko obdobje, ko bomo nazaj pridobivali gledalce. Jaz pa mislim, da jih bomo pridobivali prvo z dobrimi programi in pa z tem občutkom, da je kino varen prostor, da se bodo radi vrnili nazaj. Če gledamo tiste vladne pamflete, je bil kino drugi najbolj nevaren prostor, kamor si lahko šel, kar je seveda popoln nonsens, ker je veliko drugih, veliko bolj nevarnih prostorov. In če bomo obrnili to negativno retoriko glede kina, da kino ni več aktualen in da kino ni več pomemben, ki se pojavlja tudi v medijih, tudi pri filmskih kritikih, te zadeve ne bomo mogli obrniti. Ko se pogovarjam jaz z kolegi po Evropi in rečem, da imamo negativno retoriko glede kinov, so grozno presenečeni, ker njihovi mediji pač o kinu govorijo pozitivno, pri nas pa mogoče nimamo čist tega, ampak bi saj radi ljudi in pa medije pripričali v nasprotno. Filip, če tebe vprašam, kateri film mora priti v kino, da boš ti pozabil celo na COVID varnost in snel masko in riskiral tudi svoje zdravje zanj, v teh, ki so zdaj v planu. Je kakšen tak film, recimo jaz, kot velik fan Toma Cruisa, kot bom rekel fanboy, ga grem gledat lepa, če se še isto sekundo okužim. Kako je s tabo pri tem? No, mislim, jaz maske lih ne bom še snel, ampak sem pa tudi v tem umestnem času, ko so bila kina odprta, hodil v kino, In človek se pač prilagodi tem vsem pač omejitvam in tudi z masko se da gledati film. To ni tak problem, če pač prideš za to, da gledaš film. Mislim, da ko bo spet odprt, ko bojo odprta kina, bo nekaj časa trajalo, da bojo spet ljudje to začutili, da lahko pridajo, da je varno, ampak mislim, da tudi ljudje že kar pogrešajo. In to sam občutek v kinodvoranah, predvsem pa tudi druženje, tako da vidiš, da si, če že ne, da si ne vem, s kom na kavi ali karkoli, da imaš bližje stik, ampak to, da vidiš, da si del družbe, da imaš okrog sebe ljudi, da nisi sam. Mislim, da to zdaj ljudje že zelo pogrešajo in tudi ta občutek ti kino lahko da. Filip, na hitro še tole, preden damo mogoče še besedo Juretu tik pred reklamami. Zdaj, ko je kino zaprt, ti si velik nasprotnik teh spletnih stvari, vem, da nisi si nikoli downloadal nelegalno stvari, kot sem recimo počel jaz, iz raznih torrentov in podobno. Si zdaj vendarle to počel doma ali si uradno nabavil Netflix pa HBO Max in te podobne, zdaj pa si vse legalno to gledal ali si mal golfal, ker zdaj pa vse nisi mogel v kino, Moram kar reči, da nisem ne eno, ne drugo, nisem goljufal in tudi nimam še nobenega naročenega tega spletnega. Kaj si kje pa pol filme gledal? Čakam, da pridejo v kino, oziroma zdaj, ko je bilo recimo Liv, se je dalo tudi preko spleta uradno pogledati, tako da jaz ostajam v svojem prepričanju, da je treba filme gledati v kino. Potem pa tudi, seveda, ko pridejo na televizijo, se to tudi da pogledati, malo počakati, če ne gre drugače. Jure, minutka pred reklamami morda, kje ti vidiš, te si že prej o tem razlagal, ampak vseeno, ključno prednost, da tiste neprepričane gledalce z minutko časa ti dam, ne več, prepričaš, da je Netflix in vsi te spletni ponudniki, da so slabši kot recimo tvoja art kino mreža. Kaj tu pri tebi dobijo, kar doma ne bodo nikoli in zakaj morajo ostati in svojo leno rit premakniti v kino? Se ne govorimo toliko o lenih ritih, potem kdo je boljši pa slabši, ampak kakšen feeling hočeš, Za meni je Netflix v določenih pogojih čisto v redu, doma ga imamo naročenega, seveda, kako da ne, v COVID situaciji ga moraš imeti, ker ne moreš v kino. Definitivno pa, če ne moreš v kino, se znajdeš drugače. Se tudi v art mreži snujemo zdaj svojo pretočno VOD platformo, se pravi video na zahtevo, ker bomo filme, ki bi jih sicer vrteli v kino, vrteli lahko prek spleta z programskim izborom in tako naprej. Tako da neka ponudba definitivno bo, se pravi, če že ne boste mogli v kino, naš kino, domžalski naprimer, boste pa lahko prišli na naš domžalski VOD, ker vam bomo ponudili take filme, kot bi jih gledali v kinu. Absolutno pa to ne more biti nadomestilo za kino. Se pravi, kino je tista topla socialna mreža, kjer ti lahko gledaš film v ali intimi ali družbi, definitivno pa v temi, miru in pa maksimalni koncentraciji.
Gremo v reklame in pridemo nazaj. Mi smo nazaj, z nami sta še vedno filmski kritik in velik ljubitelj filmov v kino, Filip Breskvar in pa Jure Matičič, vodja Kina Domžale in predsednik Art Kino mreže Slovenije, ki združuje, ne boste verjeli, kar 29 kinematografov. Jure, da tebe vprašam še tole, ne? Prej si dobro to izpostavil, pa tudi sam sem presenečen, zakaj oboje ne gre. Ne? Se pravi, Netflix ti je dodatek, potem nekaj vidiš v kino, nekaj vidiš tam, tako kot dejansko počnem sam. Dobro, Netflixa nimam, imam pa recimo HBO in HBO Go je vrhunska zadeva, tam je cel kup stvari, pa tudi torrente še vedno uporabljam, če smem to reči, da me ne bo kdo aretiral po koncu oddaje. Skratka, ne vidim problema, da bi mogel reči, zdaj pa vse doma, pa v kino ne grem. Ne? Zakaj misliš, da so nekateri ljudje pa zdaj prav eno ali drugo, ne? Zakaj oboje ne gre, tako kot si prej lepo povedal, ne? Pri nekaterih, no? Ja, mislim, da to so seveda vsak ima svoje lastne preference, če nekomu varneje gledati filme doma, pa pri tem bolj uživa, to super. Če nekdo pogreša kokice, recimo, ki jih pri nas osebno v domžalskem kinu, pa mislim, da nasploh v Art Kino mreži nimamo, zaradi tega, da se filme gleda bolj koncentrirano, je pa pač to druga izbira. Ne? Jaz mislim, da vse skupaj gre nekako po tej poti, kot takrat, ko je poleg radija prišla na sceno televizija, pa radio ni umrl, ali pa ko je prišla fotografija, tudi slikarstvo ni umrlo. Te mediji so vedno bolj številni, vsak ima svoj delež, vsak ima svoj šarem in potem te mediji tekmujejo za priljubljenost ljudi. Zdaj, jaz sem prepričan, da kino da še vedno ena tako zelo unikatno izkušnjo, ki se jo še vedno splača izkusiti. Definitivno pa je res tisto, kar smo govorili prej. Ne? V resnici so v veliko večjih težavah visokoproračunski filmi, pa multipleksi, ki imajo le nek drug posloven model kot manjši neodvisni kini, ker če bodo res prevladale platforme, bo tudi manj velikih filmov, tudi manj visokoproračunskih filmov, ker se preprosto ne bo izplačalo. Ta finančna mašina filma je še vedno kino. Mislim, da se tam delajo največji dobički, tako da če teh filmov ne bo, potem tudi teh dobičkov ne bo in dejansko ostanejo samo ta majhna kina. Definitivno bomo pa vsi imeli veliko več nekih platform in načinov, kako spremljamo filme. Sej na vse zadnje, če sem malo nesramen, ravno ti veliki filmi, te big budget, popcorn zadeve, so dejansko uničile film, kot je še Martin Scorsese pojamral, 70. leta so to začela, s prihodom Vojne zvezd, pravijo, da se je takrat film v pravem pomenu besede končal in so mnogi obupali nad malimi umetniškimi filmi, tako da morda pa vse te velike zadeve, če bi propadle, niti ne bo tako grozno, pa bodo sami kvalitetni filmi ven prihajali. Kaj vem, če sem malo škodoželen do ljubiteljev teh big budget stvari. Filip, če tebe vprašam še to, ko se kdaj menim s kom, ki ne hodi rad v kino, ki ni nikoli tega ne vem kako počel, ki mu je to ali strošek, ali se more peljati, pa ne more iti na WC, pa ne more vmes hladilnika odpreti, pa ne vem kaj vse, pa ga pol ne razumem, pa mu rečem, pa stari moj, pa koliko je to možno, da ti ne vidiš kina, pa feelinga, pa teme, pa velikega ekrana, razumeš, pa tam, ko se ti ta zvezda pojavi. Ja, pa isto, ti si v nostalgiji živiš, ti si za časom, pa kaj sem za časom? Tudi jaz spremljam vse te spletne platforme, imam doma velik televizor, sound system, vse imam, sam kino je pa kino, Kako je, Filip, mogoče, pa smo ista generacija, recimo CCA, da eni kina enostavno ne čutijo več, kot so ga mogoče nekoč, ko pa res druge ni bilo možno gledati. Kako je to mogoče, da so to starši krivi, ali kaj je z ljudmi, da v kino ne vidijo to, kar bi morali, je bemtiš. Če si iskreno, ker če kina ne maraš, pol je bemtiš, nisi dihtik, brez zamere, nisi dihtik. Izvoli, Filip. Ti si zdravnik, ti moraš to vedeti, povej. Nima to toliko veze z zdravstvom, kot pač z tem, da smo si ljudje različni. Eni preprosto nekaterih ljudi ne marajo in tam se lahko postaviš na glavo, lahko ga vsak dan peleš v kino, pa tega ne bo maral. Mislim pa, da ko enkrat pač človek je v kino, je velika verjetnost, da se bo potem spet vrnil nazaj v kino, kar je le
en tak poseben občutek, tako da je tudi eno tako, mislim, da poslanstvo Art Kine mreže, da veliko vlaga v mlade gledalce, v izobraževanje mladih gledalcev, v razne festivale za mlade gledalce, tudi izobraževanje v šolah. To vidim, je kar nekaj takih programov, kjer se je zelo dejavna Art Kina mreža in se mi zdi, da ko so ti mladi gledalci, če odrastajo s tem zavedanjem, kako je pravzaprav v kinu lahko drugače, bojo se te potem tudi vrnili nazaj. Tudi če bojo vmes v neki vmesni fazi, ker bojo gledali samo te spektakle in big budget filme, bojo pa potem, ko še malo odrastajo, malo se zresnejo, pa začutili tudi, ko se vrnejo, kakšen tak malo bolj resen, malo bolj artističen film. Tako da mislim, da je veliko tudi v tej vzgoji mladih gledalcev, tako da ni za obupati. Glej, Jure, bom tebe še vprašal, recimo, jaz sem delal diplomo na temo otrok in film, ne, in ne boš verjel, ne samo, da nisem našel takrat pred leti nobene knjige, iz katere bi črpal dejansko to, kar sem hotel, ko sem naredil anketo med učitelji in starši v vrtcu, v osnovni šoli, nisem mogel verjeti, kako jim je film malo pomemben, kako je glasba pomembnejša, kako je likovna vzgoja pomembna. Film jim je bil pa ono, to je pa sem neka mala zabava, pa kakva zabava, vi se lahko igrate z otroci, uprizarjate prizore, se po vsakem filmu pogovarjate, imate filmsko vzgojo, ja pa ne, veš, mi to ni. Pa čakaj malo, pa kje smo mi, ne? In sem bil prav zgrožen, kako je mogoče, da je film tudi pri mladini zelo zapostavljen, razen ko je treba iti pelat, gledati Hostarja 1000krat v kino, pa gremo mi po svoje 2, ne? To grejo šole, da bi pa kaj malo bolj se potrudili, pa jaz nisem takrat zaznal, no morda je zdaj drugače, ne vem, in misliš, da je to, Jure, krivo, da kino pri mladini, pri mladih, ni več tako priljubljen, kot je bil. Ja, včasih je mogoče bil kino v drugem položaju, ker dostopa do televizije ni bilo in takrat so mladi seveda hodili tudi v kino. Zdaj, če pa pogledam tudi malo, če sodim po svojih otrocih, so se stvari kar spremenile. Za šolami imamo seveda veliko obiskov kina. Jaz mislim, da kakšna kina imajo celo do četrtine, tretjine svoje publike so šolski otroci in tukaj se stvari definitivno spreminjajo, zato ker gledajo dobre filme, kvalitetne filme, ne več tistih, kjer se samo zabavajo. Je pa to seveda tudi zaradi tega, ker s temi filmi delamo potem, ne? Imamo pogovore z njimi, imamo delavnice in tako naprej. Tako da oni odnesejo od tega filma relativno veliko in tudi naučijo se razmišljati o filmu, se pravi pogovarjati o samem filmu. Je pa tako, pri šolah je situacija taka, da če se je slovenska kultura delala več ali manj na literaturi, je bil tukaj film precej zapostavljen in to so desetletja, preden se film lahko etablira kot recimo ena relevantna umetniška oblika, ki bo tudi v šolah nekaj pomenila, ampak mislim, da smo tukaj v Art Kino mreži naredili že kar dosti velike korake, zdaj z zadnjim programom celo izobražujemo učitelje za delo pri izbirnem predmetu filmska vzgoja, recimo, ki marsičem tudi po naši zaslugi zdaj v kurikulih šol osnovnih. Kar se pa tiče najstnikov, to so zelo razvita, skoraj odrasla bitja, ki zelo rada mislijo svojo glavo. Tudi jaz imam doma najstnika, včasih so skupaj v kino hodila, niti podrazno ne bo šel z mano v kino, zato ker ima svoj okus in gleda svoje filme. Ne? Tako da, če že gre v kino sam z prijatelji, ali pa si film, ne vem, zlovda ali kolikorkoli že. Ampak prepričan pa sem, da je to tako kot v gledališču, pa pri koncertih, da za šolo so še šli v kino, na koncert, ali pa v gledališče, potem nekaj časa ne več, ker so preveč v svoji glavi in radi uveljavljajo svoje mnenje. Ko pa recimo končajo faks, pa se malo umirijo mogoče, takrat je pa spet čas za take malo bolj resne kulturne dejavnosti, kot je art, film, gledališče pa glasba. Ker jaz recimo se sebe spominjam, kako me je moj pokojni oče upeljal v to filmsko umetnost, kaj vse sva gledala, kam vse sva hodila, kako sva debatirala potem o tem. To je meni ta čar kina, če smem, in recimo tudi to, kina se spominjaš, po prvem poljubu, po prvi igralki, ki je pokazala prsi, ne vem, kdaj si začel s katero punco hoditi, ko je igral ta film, kdaj si končal, ko je igral on film, In to recimo ta generacija zdaj ne bo imela,
pa očitno je to vse eno, tega ne pogreša. In Filip, morda ob koncu, če te vprašam, ne, si tudi ti malo razočaran in žalosten kot velik filmoljub in ljubitelj te umetnosti, da temu ni več tako, no, da je vse en tak prekleti popcorn, razumeš, ne, da ni več tistih spominov, ta novo Cinema Paradiso je bil na to temo, recimo, ne, razumeš, to manjka, no, in tega jaz ne morem razložiti mladim ljudem, kako je to fajn, tega oni ne štekajo in pa se lahko na glavo postavim, pa ne pridem nikamor, ne. Kaj ti praviš, no, ob koncu? Je to žalostno, ne, ampak te popcorn filme sistem ustvarjajo neke svoje spomine, neke pač svojo kulturo, ki po mojem, no, vseeno jih potem spet čez nekaj časa vrne nazaj v kinodvorane in se mi zdi, no, da vsak, ki pride enkrat v kino, vendarle začuti, da je to nekaj drugega, da tam dobiš nekaj, kar ne moreš dobiti na spletnih platformah. Tako da mislim, da je za oboje in za spletne platforme in za kino možnost nekega soobstoja. Jaz seveda navijam, da bo čim več v kinih filmov, da si bomo lahko v kinih pogledali, da se bomo lahko družili med sabo in tudi potem po filmih lahko debatirali o filmih, ker zame tudi ni samo ogled filma pomemben, ampak tudi kaj od tega filma potem odneseš in izmenjaš nekih informacij, nekih drugačnih pogledov, tudi se vsak malo po svoje razume film. Tako da mislim, da to je vendarle tisto, kar bo gledalce znova pripeljalo nazaj tudi po koncu covida. Samo to še bom rekel, ne, takrat, ko vidim recimo na nekem spletnem forumu, da ljudje mislijo, da je nova verzija Metulija prva in edina verzija, ne, in so šokirani, da je bila ena še prej, takrat vidim, da smo zavozili, ne. Takrat vidim, da smo zavozili generacijsko, ampak glej, to sem pač jaz, ne. Nič, fanta moja, jaz vama želim čim več ogledov filmov v kinu, Filip zate in seveda Jure zate, da bi te dvorane tvoje preživele, da bo res 90, ne samo 29. Drugače pa, dragi gledalci, tole je bil zadnji No Factor v tej dekadi, zdaj gremo na kratko pauzo, kdaj pridemo nazaj, še ne vem, upam, da čim prej, skratka, to je bilo to, imejte se lepo, hodite v kino, ko bo to možno, ne imeti samo idejo, da je doma fajn, tudi v kino je super in jaz vedno pravim, ni ga boljšega kot peljati v kino ali pa iti v kino z neko pravo osebo, ki tudi to obožuje, to je nepozaben moment, ne. Lep pozdrav, hvala še enkrat Jure, hvala Filip in vidimo se dveh ponovitvah te oddaje in pa naslednji petek očitno ne več. Tako da srečno, držite se in lep pozdrav.